Lepo pozdravljeni! Tokrat si bomo pogledali, kako narediti tabelo. Izberemo File, Shrani kot in napišemo ime dokumenta index.html. Izberemo Shrani. Kot smo že v prejšnjih vajah spoznali, najprej napišemo, kateri tip dokumenta bo. Nato ustvarimo head ali glavo, dodamo kakšen bo naslov, in lahko zaključimo head. Potem pričnemo s pisanjem bodyja. Tabelo ustvarimo tako, da začnemo s pisanjem table. Pred table lahko dodamo še naš naslov, Tehnopark Celje, takole pa povadimo še heading 3, tako, vrnimo se na tabelo. Kot smo že povedali, označimo jo s table. Potem napišemo tr, kar označuje eno vrstico, znotraj vrstice pa sedaj postavljamo stolpce. Stolpce lahko označimo s th ali s td. Td označuje table data, se pravi podatek nekega stolpca. Th označuje prav tako podatek nekega stolpca, vendar mu že takoj dodeli naslov oziroma funkcijo headerja, se pravi naslova. Dodamo še drugi stolpec. In pa kaj je njegova supermoč. Tako, ker nimamo več stolpcev, smo zaključili. Ustvarimo novo vrstico in dodamo še enega superheroja. Kaj je njegova supermoč? Kot smo lahko izvedeli v enem izmed filmov Spidermana, denar. Tako, tudi tokrat zaključimo našo vrstico. S Ctrl+S shranimo in preverimo, kaj smo ustvarili. Odpremo našega raziskovalca, poiščemo vajo 3 in odpremo indeks. Kot lahko vidite, naša tabela nima okvirjev. Superman ima moč letenja, Batman ima moč denarja. Kaj pa okvirji? Pa si poglejmo. Okvirje bomo tokrat prvič dodali v style. S pomočjo styla določimo stil, bodi si tabelam, bodi si fotografijam, tekstu, za vsak element, ki ga uporabimo. Spodaj označimo, da gre za tabelo, da bomo pisali za table data in pa za table header. Se pravi, pisali bomo za celotno tabelo, za vrstice podatkov ter za vrstice glave. Napisali smo border, kar pomeni obroba, naj bo debela 1 piksel, naj bo neprekinjena in naj bo črna. In pa zaključimo našo style datoteko. Shranimo in poglejmo, kaj smo ustvarili. Tako, naša tabela že ima okvirje. Sedaj pa si poglejmo, kako lahko združujemo stolpce in kako lahko združujemo vrstice. Pa dodajmo še superjunaka, kateremu bomo dodali 2 supermoči. Zato bomo potrebovali ukaz td in pa row span. S pomočjo row spana bomo programu povedali, da želimo razdeliti na 2 vrstici to osebo. Se pravi,
Pod prvo moč bomo napisali potrebno je zaključiti, ustvariti novo vrstico in pod drugi podatek bomo zabeležili plezanje. In pa zaključimo table row. Shranimo in preverimo, kaj smo ustvarili. Tako, sedaj vse, kar nam še manjka, je, da pokažemo, kaj pa naredi CallSpan. Damo table row, table data in napišemo CallSpan. Ta ukaz pa nam razširi skozi dva stolpca. Zaključimo table row in shranimo. In preverimo, kaj smo naredili. Tako, naša vaja je končana, lepo se imejte in se slišimo prihodnjič.